Da smo lažje videli. Torej, lepo pozdravljeni na drugem večeru ciklusa predavanj z naslovom I na tretjo potenco. To ime seveda ni bilo določeno slučajno, ampak namenoma. Namenoma zato, da ustvarimo med nami razmišljanje in pa tudi, da dosežemo potencialnost oziroma eksponentnost tega I-ja, in ta I razumemo kot inovativnost, kot interdisciplinarnost in kot internacionalnost. Torej, trije termini, ki nekako se odsevajo v teh naših skupnih večerih, ki jih preživljamo in danes z naslovom refleksija japonske kulture na japonsko poslovno prakso. Torej, zakaj smo se odločili za ta naslov, zakaj smo se odločili za ta večer? Enostavno, mislim, da smo prva fakulteta, ki kot dodatni tuji jezik uvaja japonščino. To pa iz enostavnega razloga, ker se zavedamo, da je japonsko tržišče Azije, oziroma japonsko tržišče kot druga največja svetovna gospodarska sila, vedno bolj pomembna v našem trgovanju pri samem poslovanju. Japonska, Kitajska, Indija, torej Azija z eno besedo, je nosilec razvoja. In tega se moramo zavedati tako poslovneži, kot tudi raziskovalci in drugi. Med nami pozdravljam dva gosta, profesor dr. Vladimira Kosa, misionarja, pesnika, filozofa, predvsem pa izjemno dobrega poznavalca japonske kulture, verovanja in navad. Da pa seveda večer ne bo obarvan samo humanistično, med nami pozdravljam gospoda Milana Skenderja, podjetnika, veleposlanika na Japonskem, predvsem pa človeka, ki razume, kaj je gospodarska diplomacija, ki razume, zakaj je pomembno sodelovanje z daljno Azijo in drugimi državami in kakšen multiplikativni učinek ima to trgovanje na slovensko gospodarstvo. Z menoj bo večer vodil Tone Rode, direktor založbe Družina, in Družina je tudi soorganizator tega večera ob Fakulteti za poslovne vede. Jaz vam želim seveda obilno novih znanj, novih spoznanj in pa aktivnega sodelovanja z nami. Vidite, še zelo kratek pozdrav z moje strani, še predodam besedo dr. Vladimirju Kosu. Ponos nam je naši založbi, da lahko skupaj s Fakulteto za poslovne vede soorganiziramo tovrstne večere, kar nekaj naj bi bilo v teku tega leta in jaz da se bodo tovrstne iniciative še nadaljevale. Ciklus dejansko temelji na katoliški družbeni misli in išče nove odgovore na izzive sedanjega časa, predvsem na področju razvoja, poslovanja, ekonomije, družbe in vrednot. Preko razvijane in bogate akademske mreže katoliških visokošolskih univerz in visokih šol in zakladnice svetovne katoliške misli, pa tudi preko širšega razpona različnih mislecev, ki bodo osvetljevali tovrstna vprašanja, želimo v bistvu nadgraditi razmišljanje o tem, kam gremo in kam naj kot Slovenija, kot država v bistvu usmerimo svojo razvojno pot naprej. In mislim, da imamo v strani Japonske kar nekaj novega, inovativnega za prisluhati. In predajam besedo dr. Vladimirju Kosu z perspektive kulture, ki je vsekakor zelo globoko povezana z gospodarstvom in nerazložljivo ta trojica, politika, ekonomija, gospodarstvo, kultura in gospodarstvo vsekakor sta vse skozi prepleteni v družbenih procesih. Tako da prosim za nekaj besed.